Folk, dobrodošli na moj novi posnetek. Ura je 11, imamo 5 stopinj. Jaz sem pripravljam svojo novo forco, da grem na Pag. Ja, eni govorijo, da sem nordske mrzlo, ampak pravijo, da bo danes do 15 stopinj, tako da jaz sem se orang oblekel, pa še ta orang zimski ščit imam gor. Pičemo zdaj dol, 400 km, 4-5 ur, pa še s trajektom se bom fural, tako da gremo Postojna, dol mimo reke, avtocesta pa dol na Pag. Nikoli nisem bil prej na Pagu, tako da to bo prvič. Gremo pa v selo Mandre, to je blizu Zrč, tako da upam, da bomo kakšne dobre posnetke dobili. Gremo na pot. Stari v pivki, ustavil sem se. Prvo me je začel zebska svina v gležne, pa me je začel zebs tukaj vzad in švico sem pa tukaj vzpod. 6 stopinj je bilo, vse do Logatca, pa se je pa začel pri Postojni malo dviguje 10, 11, 12, 13, zdaj pa Postojni tukaj 14 stopinj. Moram zrihtati si nove čevlje, moram se ene štumfe zrihtati, ker ne pripihajo. Zdajle še napijem, pa pičemo naprej. A ti veš to cesto naprej od Pivke? To je ena izmed najlepših cest, če me ne vprašaš, proti Hrvaški dol. Take lepe krivine, lep asfalt, res je fajn. Navzdol pičiš in testiraš svoje jaja, oziroma svoj pogum, ko ga lahko založiš. Kakorkoli zgleda tukaj na cesti, da se malo nagneš, verjamem, da se ful nagneš. In vsakič, ko editam kakšno vožnjo, tako kot tukaj, se mi zdi, oh my god, sem kamar tole se ne premakne oziroma nič ne zavijam, kakor tle, ko pogledaš. To je ful nagnen, saj zame, no. Nikoli ne grem do roba, ampak se trudim imeti čim več. Drugače tukaj dol, ko se spustiš, pa priješ kmalu do meje Rupa, kakor je vidite. In tukaj te čakajo prijazni policaji, kateri pogledajo tvoje papirje. In tale gospod je bil zelo prijazen. Pa ste kvaj rekel. Žijo. Kao ni malo mrzlo za motor. V redu, tam 6 je pa že kriza. Ja, do 6 stopinj še gre, no. Pod 6 stopinj je pa mrzlo, ko svina. No, pa prijemo na hrvaško stran. Ajde, saj ženska je, no. Temu lahko rečem, Hrvati so na boljšem. No, zdaj tukaj, ko sem šel, sem pa rekel, ajde ga stestiram, ko gre do konca. No, šprint. Do tega prijemo, sem mogel plačati 5 kun za ta del avtoceste. I gaz do konca, glej. Automatik šalta. Moš vedeti, da imam vzad kufr, spred imam velik ščit, ki sem ga dal. In prije, pogledal, koliko pride. Zdaj tukaj se že dere, sem malo zmanjšal zvok vetra, ki se ful dere. In prije 165, 166, 168, 171, to je res do konca, gaz do konca, obrati. 178, 180, a si do 180, a si do 180 sekund, 180 km/h. Ok, to moramo vzeti z rezervo, ker dejansko te števci tako važajo. No, pa se tukaj peljemo proti reki. Tukaj vedno je mene strah dejansko, ker je tako visok smo gor, ne. In pa kad dol pogledaš mesto, reka pa to. No, to že naprej od reke pičemo naprej in tukaj na desni strani prvič vidim morje. No, veš to ta most, ko sem prej govoril, grozno, tako krvno strah me. No, zdaj, ko se peljem proti magistrali, zdaj ta mest, kva že to, je to Novi Vinodolski, mogoče pozabil sem. Tukaj imajo fino oni ladice, zdaj nekaj imajo pare za to, no, tukaj se je pa začelo odpirati cesta. Tako ti bom povedal, toliko lepe ceste, pa toliko lepo toploka je bilo, pa dobre gume. Ej, tole je raj, to tukaj, ko gledaš, tole je raj. Levo, desno, nagneš se dol, gor, gremo gas. In ško je fora, ka ni sezone in ni avtomobilov. No, vedno se je nastavil en kamion, nisem mogel prehtevati, ok, ni da čist nič avtomobilov, ni. Ampak tole, kakor tukaj veš, na desni strani morje in sam ti svoboda. To je, kar se tiče motorizma, kaj predstavlja to? Svobodo. No, tam jaz nijem pojma, to je neki dol. Pač eno lepo morsko mesteco, pa so bili ene Harley Davidson in tukaj so se neki gurali. Pa sem se mogel prehiteti. Tukaj so imeli neki meeting motorjev, ful jih je bilo res, ko na levi in desni strani je bilo res motoristov, no jaz sem mogel jeti naprej dejansko. In pa se je ta v bistvu guril pred mano, neki se je
prerivu levo, desno, sam ne moreš s Harleyjem. Se ne rečem, vse to je uživancija. Ta Harley je glih za tole, pa moj motor tudi, glej, sam poglej tole. Wow! Šel bi še enkrat, dvakrat, trikrat, res, tole mi je tako bilo. Užival sem vsako minuto, vsak kilometer sem užival. Res, če bi le lahko vam prikazal občutke, katere jaz doživljam ob taki vožnji, bi vam, žal ne gre vse na video, ampak Jadranska magistrala, tam 650 km cest, asfalt je v nulo, samo gas, levo, desno, če si motoristični navdušenec, je to bomba za tebe. Na tej strani imaš morje, uživaš veter v laseh. No, tukaj sem se speljal, počasi je ratal ful vroče in sem dejansko Švico, pozabil sem Švic majico dati gor. Tako da sem se kar parkrat ustavil, da sem se malo, kako bi rekel, slekel, da sem se malo nadihal, preveč sem robe vzel, ampak itak, če v Ljubljani bilo 6, sem zmrzval, tukaj sem dobesedno gorel, ampak me je grela misel, da bom prišel na cilj in vsakim kilometrom sem bil bolj vesel, kje sem, sploh sem se spomnil, kakšno vreme v Ljubljani, tako da dejansko sem si mislil, pa tole je life. Če bi le lahko celo zimo se takole vozil, da bi bile te temperature dol, ampak nažalost niso. No, zdaj tukaj, ko krvite, levo, desno, nema živ duše, sem kontil, če fuknem stari, niko me ne bo najdel. To je edina tako bedna stvar, ko greš sam na pot z motorem, da se ti kje zgodi in dejansko noben ne ve, kva se s tabo dogaja, niti ne moš poklicati, ne daj Bože, da dol fukneš, ker me je bilo malo strah, po pravici povem, dol na desni strani so tudi prepadi in dejansko tako malo spooky feeling je, ko krvite tle desno kamni in če zletiš desno dol, glej, nemate više. Je ful motoristov bilo hitrejši od mene, so noreli, so leteli in sem si mislil, wow, eni ljudje so pač brez strahu. Ne vem, jaz, ko vozim, vedno imam eno rezervo v glavi, vedno si mislim, joj, kaj pa če, ne tako, ko moj prijatelj Rok, ki brez glavo leti in misel, da je nesmrten, jaz se vedno tega bojim in to je tudi važno pri motoristih, da imaš vedno eno zavoro, da se zavedaš, da so nekateri ljudje doma, ki te čakajo in te imajo radi. No, zdaj tukaj dol, desno smo zavili dol z magistrale Jadranke, smo šli za Pag in tukaj je ta kučica, kjer dejansko plačaš trajekt. Meni se zdi 5 evrov za motorista, se pravi za motor in za tebe. Ponavadi je tukaj full gužve polet, tudi po več ur čakaš v kolonah, da priješ na trajekt, ampak z motorjem vedno ni gužve, oziroma ni gužve za nas, ker mi gremo pač mim, to je fora tudi motorja. Je res, da manj prostora lahko daš noter, da se moraš ful obleči, da ti je vroče, ampak dejansko sama vožnja ful je, kako bi rekel, bolj dinamična in ko veš, lahko greš mim, dejansko se tudi prešvercaš. Evo me, prišel sem v, kva je že to eno selo, Prizna. Stari moj, gledam 2 ure, stari pozabim na koncu, kje sem. Nekaj avtomobilov pa je, čeprav je izven sezone, pa je ene 10-20 minut se čez pelje, pa imam pa še 15 km do Mandre, selo Mandre in sem stigo. Drugač, na začetku je bilo ful mrzlo, zdaj tukaj se je pa skrilo do 18 stopinj. 18 stopinj in tale magistrala Jadranka, levo, desno, ste videli? Par motoristov mi je probal nekaj tam šarati, ampak Dino ti je pokazal svoje znanje. Parkrat skorbov, ne se zabavam. No, zdaj smo štartali, spodaj sem pustil motor, upam, da se nov prevrnil. Zdaj gremo pa tja nekam. A veš, ko hočeš posneti, kako greš ven iz trajekta in potem ugotoviš, da ti je baterije zmanjkalo glihun trenutek in si se tam učil s tisto baterijo, da so te že izganjali ven. No, prvi občutek, ko sem prišel na Pag, glej ti to, stari, kada sem prišel na Mesec. Ni nobene rastline, sami kamen. Dejansko bil sem, ne vem, na Krku, Cresu, na Braču, ampak to, kakor Pag, to še nisem videl v lifeu. Z leve desne strani gore, majke mi, kada si na Mesecu. Luna. No, spet ravne ceste, dolge, ni žive duše, evo, tole ti je kot neki Meksiko. A mi smo na Pagu in se pelješ gas do konca, kolikor ti paše, sam pazi se procajal, gledajte to cesto, tole je filmsko. Dejansko sem res užival na Pagu, mogoče še bolj kot ob Jadranski magistrali, no tukaj sem počas prišel v Mandre in sem čakal, gledal, kje je brat in evo ga.
Ajde, vozi. Tegale, Ajde, vozi. aj čisto pravno. Ja, tudi ti bi, kad bi 150 letu po Brinu 6. Ajde, vozi. Ja sam bio u Japonku. Ja. Ajde, gas. Ajde, gas. Ti razpiđer. Ja. Temporinu. Ne pusti ga strop. Aha, bremza. Če se sprašujete, kdo je ta čudak, to je moj brat Edo. Hiperaktivc že odkar se poznava, oziroma odkar se je rodil, to je 36 let. Vedno kljubuje pravilom, vedno dela po svoje. Vidite njega, on septembra uživa zgori brez, na skuterčku, dobesedno svoboda, vse okoli njega, pač človek ne jebe sistema. In pač jaz ga imam rad, to je moj brat. Mama, kje si, kaj zdaj? Kako si? Evo mene, stigao sam. A se kaj nasikirala? Pelali smo matko na morje. Ne, zakaj bi se naskirali? Ja, kad sam prišel z motorjem. Ajo, to A? je stalni. A gremo en launch control, mama. Gremo na skiro. Ajmo. Ok, ajde, zdaj sem prišel sem končno v Mandre. Gremo pogledati, kakšna je plaža. Ok, dan se je končal, prišel sem na obljubljeno destinacijo, ful je lepo. Nisem pa navajen tega, ker dejansko sem bil na morju vedno, ko je bila sezona. In če pridete izven sezone, imate dejansko vse zase. Mir, tišina, spokojnost in baterije si napolniš takole. Zdaj gremo počasi spat, jutro bomo pa malo raziskovali po tem Pagu, pa mogoče še kakšen hud zračni posnetek naredili, ker tole je res lepo. Ajde, lahko noč.